Lepo dobrodošli v oddaji s knjigo, kjer govorimo o dobrih slovenskih zgodbah in seveda o lepih naših knjigah. Damjan Ježekovič nam bo danes predstavil svojo zgodbo Iz pekla do življenja. Damjan, lepo pozdravljen. Petra, lepo pozdravljena. Tvoja zgodba je taka na nek način težka, boleča, ampak hkrati mi je všeč, ker se zaključi s tem nekim pozitivnim pogledom na življenje. Napisal si 2 knjigi, sicer v planu je tudi 3, tako da boš napisal trilogijo o svojem, recimo svojem otroštvu, svojem življenju. In lahko na kratko na začetku sploh poveš, kaj je ta zgodba, ki je vredna, da si jo zapisal v knjigo? V bistvu moja zgodba govori o tem, kako sem odraščal z nasiljem v družini. Se pravi, moja mama je bila zasvojena alkoholičarka, ki se je fizično in psihično znašala nad menoj, in to je dogajalo se za 4 stenami kontinuirano, ne. Zakaj bi v bistvu rekel, da je moja zgodba nekako vredna bila zapisa? Predvsem zato, ker se zavedam, da nisem edini s tovrstno zgodbo. Alkoholizem, nasilje v družini, soočanje z duševnimi težavami, to so nekako te največji problemi, ki so izpostavljeni v slovenskem prostoru, in se mi zdi pomembno, da se jih ozavešča, da se razbija stigma okrog njih, predvsem pa to, da se ljudem daje upanje, da se iznad tega da priti, če je le upanje, ne? Kako pa je bilo konkretno bolj tvoje otroštvo? Zdaj vem, da o tem govoriš, ker si to zapisal, na splošno rečemo alkohol v družini, nasilje in tako naprej. A si lahko bolj konkreten? Evo, star si 5-7 let, kaj se je dogajalo? Ja, preprosto to, da sem v bistvu vsak večer nekako živel v strahu, v kakšnem stanju bo mama domov prišla, a bo ful pijana, a me bo sploh prepoznala, kaj mi bo danes naredila, me bo samo ponižvala, mi rekla, da sem nič vreden otrok, da si ne zaslužim življenja, ali bo spet kaj jezna name, pa me bo, ne vem, parila za lase, pa me zbila ob omaro, ne vem, me zbrcala, mi še kaj hujšega storila, čisto odvisno je od dneva. Tako da nekako sem predvsem na te določene datume, kot je recimo 15. v mesecu, 21. To so bili njeni datumi, ki je prejemala finančna sredstva, se pravi otroški dodatek, socialna pomoč. To so bili dnevi, ko sem vedel, da se bo pil v bližnjih lokalih, in sem samo čakal. Je pa tudi res, da je mama doma veliko popivala, tako da mi je recimo zvok pločevinke, ki se odpre, zelo tak poznan, pa bom rekel, mi kar strese celo telo, ko pride do njega. Pa sta sama 2 živela? Ne, v naši družini smo v bistvu do mojega 7. leta nas je bilo 5. Se pravi, moja mama, moja babica, moj stric, pa prababica, pa jaz. Prababica je v bistvu potem 2 dni pred mojim vstopom v 1. razred preminila, tako da smo potem 4 ostali. Ampak ja, stric je bil 9 let starejši od mene, tako da mi v bistvu bil bolj moj starejši brat, kakor prav stric. Babica je takrat še delala, mama je bila brezposelna, tako da v bistvu se tudi o tem nasilju ni toliko konkretno tudi znotraj naših 4 sten vedel, ne? Ker je mama vedno s previdnostjo se name znašala takrat, ko sva bila sama. Kje bi pa oče? Oče pa ni bil prisoten v mojem življenju, on se je pa v bistvu ukvarjal s kriminalom, tako da je v bistvu že ob samem rojstvu se umaknil iz te družinske slike, tako da on nekako nikoli ni bil vpleten v našo zgodbo. In kako, če se lahko postaviš v zgodbo enega otroka, recimo, da bi zdaj vedel za enega otroka starega 10 let, da doživlja nekaj podobnega. Kaj bi rekel, kaj doživlja, kaj se mu dogaja, kakšne misli, občutja, kakšen pogled nase dobi? Njegova občutja so nekako največji približek kakor tistim, ki so recimo zdaj na nekem vojnem območju. Konstantno dejansko živiš na preži, v nekem strahu, težko ti je, ne veš, kaj se bo, ne vem, čez pol ure zgodil, ne veš, kaj se bo naslednji dan zgodil. Trudiš se hoditi po prstih, zato da ne bi slučajno kaj narobe naredil, konstantno trudiš se biti priden, nadpovprečen, zato da bi zadovoljil potrebe svojih staršev, v mojem primeru moje mame, ne. In to so tista občutja, ki te v bistvu potem noter hromijo. Na eni strani si otrok, želiš si ljubezni, želiš si topline, želiš si, da bi bil za nekoga dovolj dober, hkrati pa v bistvu se moraš spopadati s tem, da nimaš zagotovljene varnosti, da nimaš zagotovljene nasploh neke ljubezni, podpore, sočutja, ničesar. V bistvu sam si v tem nekem težkem in krutem svetu, ki je v bistvu pretežak za otroka, ki je star 7 let. Kako se pa to odraža potem v šoli, navzven?
Bi prepoznal tazga otroka sred razreda? Jaz tazga otroka bi prepoznal, zato ker v bistvu zelo nekako taki jasni znaki so. Taki otroci smo bili ponavadi vedno vase potegnjeni, imeli smo problem, bom rekel, z navezovanjem stikov z drugimi, zelo hitro se lahko na ocenah pozna, če si prej v bistvu prejemal lepe ocene, ne vem, 4, 5, pa kar od enkrat padaš na 1, 2, je že to zelo, bom rekel, velik znak, da v bistvu se nekaj v ozadju dogaja. Hitro lahko tudi pride do nekih izbruhov nagle jeze, agresije, to se je tudi pri meni kazalo, ker sem v bistvu, bom rekel, prav iskal konflikte, ali s sošolci, ali ne vem, z ljudmi iz paralelke in zelo hitro sem se večkrat znašel, ne vem, da sem bil potem tudi deležen medvrstniškega nasilja v šolskem prostoru. Tako da znakov je več kot dovolj, sam problem je, ker jih v bistvu ali jih sistem spregleda, ali pa se ne znajo z njimi ustrezno soočiti in pač to privede do tega, da nevidno padamo mimo lukenj celotnega sistema. No, in ko smo pri tem sistemu, kako pa je bilo v tvojem primeru? A si poiskal kakšno pomoč? Zakaj si nisi obrnil na socialno službo, na, ne vem, policijo poklical? Pri meni je bil največji problem, da je moja mama bila res pač izvrstna manipulatorka, tako da v bistvu je ona znala poskrbeti, da je to ostalo znotraj naših 4 sten. Jaz se prav spomnim, da sem bil star, ne vem, 6-7 let, kaj je meni mama govorila: ja, Damjan, kar pejt do vseh svojih sosedov, ti njim povej, da jaz tebe doma tepam. Pa bojo še oni videli, da pač ti nisi priden, idealen otrok, ne? In potem noben več na tem svetu ne bo imel rod. Je rekla, jaz jim lahko tudi povem. Kar povej. In kot otrok že tako doma nisem bil deležen te neke pač čustvene opore. Zunaj na ulici so me pa sosedje imeli radi, imel sem vsaj neki prijateljev in me je bilo strah, kaj pa če to zgubim, kaj pa če bojo v šoli začeli, ne vem, učitelji me grdo gledati. So v šoli bili prepričani, da sem priden deloven učenec, kaj če mi bo še to oduzeto, da bom čisto sam ostal, ne? In potem pač v bistvu to postane na nek način družinska skrivnost, katero ne deliš z nikomer. Na drugi strani je pa še potem problem, ker pa ti ne poznaš drugega odraščanja, kakor je to, ne? In se ti zdi to popolnoma normalno, da za vsako stvar, ki ni dobra, da si tepen, da se te udar, da v bistvu si konstantno kaznovan. Jaz sem prvič doživel neko šok krizo v 7. razredu osnovne šole, ker sem, ne vem, prespal pri prijateljih in v bistvu prideš do tistega spoznanja, kaj ljudje niso tepeni doma. Se prav spomnim, ker je pač moj najboljši prijatelj delal večje lumparije od mene, pa mama ni niti glasu povzdigala nad njim, medtem ko bi jaz doma že letel čez pol stanovanja, pa bi pač bilo kričanja do 1 ponoči. Tako da polka doživiš to krizo znotraj sebe, ko pač v bistvu vidiš, da to, kar se ti doma dogaja, ni normalno, takrat se nekako te največji problemi potem pojavijo pa začnejo kazati. In kaj se je potem zgodilo? 7. razred si rekel, da si začel spoznavati drugi svet, da ni to čisto vsakdanje, kar se ti dogaja doma. Kaj pa potem? Kako greš preko te krize spoznanja? Tja, v bistvu na tisti točki bi bilo res ful pomembno, da sem si najdel neko pomoč, ampak se je nisem. Moja pomoč je bila na eni strani to, da sem v bistvu pač se lotil samopoškodovanja, kar pomeni, da sem si pač delal zareze po telesu, prvo na eni roki, potem na drugi roki, potem pa v bistvu vsak prost kotiček, ki sem ga pač najdel na svojem telesu, ker me je v bistvu ta zunanja bolečina na telesu mi je dajala pač ta občutek, da sem lahko notranjo bolečino razbremenil. Pa to tudi če je bilo za 5 minut, 7 minut, sam za tak čas mi je pač neizmerno veliko pomenil, da je kle noter bil mir oziroma pač, da te bolečine nisem čutil. Na drugi strani, glih okoli 7. razreda sem pač začutil pač te prve občutke depresije oziroma teh težkih občutij, ko sem se recimo zjutraj pogledal v gledalo in sem pač ugotovil, da sem točno to, kar mi mama govori, da sem grd, da sem nesposoben, da sem nič vreden, da iz mene pač nič ne bo. Pač, da sem pač v bistvu kradem Bogu dneve, zrak, zemlji, ni da ni, ne. Tako da s temi občuti se prav spomnim, da sem potem prvič šel do osebne zdravnice, sem mi razložil, povedal, kaj se z mano dogaja in ona si je to interpretirala kot, da sem vstopil v puberteto. Veš, hormoni se ti spreminjajo, to je pač popolnoma normalno za ta leta. Jaz vem, ti bi zdaj rad doma bil, pa igrce igral, ampak zato ti jaz ne moram upravičila napisati, tako da v bistvu sem potem zaradi tega bom rekel, spet bil spregledan strani sistema, vstal sam s temi občuti,
In sem v bistvu pač korakal naprej po svetu z vsem to težo. Pa si povedal zdravnici tudi dogajanje doma? Ne, Ali nisem. Samo svoje občutje? Samo svoje občutje. Preprosto pač nisem nekako upal nikomor pač o teh stvareh razglabljati. V bistvu nekako moji najboljši prijatelji so bili prvi, ki sem jim to izpostavil. Pa tudi njim nekako nisem nikoli cele zgodbe povedal, ker pač te je sram. Pač, ker oni živijo nekako, bom rekel, ne zdaj neko popolno življenje, ampak živijo nekako normalno, zdravo, otroško življenje, jaz pa čisto nasprotje. Ne? In na eni strani si tudi oni niso mogli predstavljati, kako je pač živeti to, kar jaz živim. Na drugi strani pa tudi moja mama je v bistvu tudi na njih znala vplivati. Ne? Se spomnim, ko sem jih pripeljal enkrat k sebi domov, pa smo se družili. Ona je bila popolno nasprotje tega, kar sem jaz opisoval. Tako da me je v bistvu tudi konstantno bilo strah, kdaj bojo oni mene začeli smatrati kot lažnivca. Ne? Zato, ker je ona navzven, za zunanjo okolico, svojo vlogo odigrala, kot da je pač ljubeča, vrhunska mama, ampak je bila vse prej kot to. Imel pa si eno izkušnjo s socialno službo. Ja. Kako je bilo pa s tem? To je bilo pa v bistvu pol v srednji šoli. Se pravi, svetovalna služba me v bistvu v osnovni šoli me je spregledala, oziroma edine pogovore, ki sem jih imel, šolsko svetovalno delo, ko so bili pač vezani na poklicno kariero. Jaz sem si pač želel, da bi pač šel na srednjo gostinsko šolo, želel sem si postati kuhar. Moji mami je pa to predstavljala, kot da želim klošar postati. Tako da v bistvu je ona takrat njo prepričala, da me spravi na gimnazijo. In jaz sem potem res šel na gimnazijo, tam pa v bistvu sta obe moji profesorci in za slovenščino in za matematiko ugotovile, da nekaj ni v redu z mano, sta prenesle to pač skupaj naprej šolski svetovalni delavki. In je v bistvu ona me potem vzela pod svoje okrilje, kjer se je pač pogovarjala z menoj, videla stisko, ki jo doživljam in me dejansko pač vodila čez ta cel proces, bom rekel, nekako funkcionalnega spopadanja z nasiljem v družino. Ona me je tudi potem spodbudila, da smo oddali prijavo Centru za socialno delo in da smo se pač nekako skupaj probali spopadati oziroma pač mene rešiti iz tega pač težkega oziroma toksičnega okolja. In je uspelo? Ne, ni nažalost uspelo. Sicer pač postopek prijave je bil uspešno izpeljan, so tudi bile priče, se pravi, so prišli in starši mojih najboljših prijateljev, šolska svetovalna delavka je pač izjavo dala, jaz sem pač povedal celotno dogajanje. Kaj se je zgodilo? Center za socialno delo je pač moja mama poklical na zagovor, so jo soočili z dejstvi in moja mama se je odločila, da bo odigrala vlogo za Oskarja, je padla na kolena, sebe dala v vlogo žrtve, da je v bistvu zgodba obrnjena, da je ona tista, ki je tepena, da mene babica pa stric manipulirata proti njej, da je v bistvu ona pije zaradi mene, da sem jaz nemogoč otrok, da si je ona probala večkrat vzeti življenje. In v bistvu se je potem zgodba obrnila na to, da je bila ona pač žrtev Boga, mama, ki je v bistvu pač so ji drugi uničili življenje. Jaz sem bil pa pač tisti težek, nemogoč otrok, ki išče pozornost na takšne in drugačne načine. Torej si bil v strani inštitucij kar malo razočaran na tem, ja, kako pač jaz sem izgubil zaupanje v ta sistem že leta nazaj, pač zato ker vsakič, ko sem, bom rekel, zbral dovolj te notranje moči, poguma, da sem rekel, okej, še eno priložnost dam, bom probal. Čisto vsakič so me razočarali, čisto vsakič so me v bistvu vrgli nazaj pač na samo dno. In pol problem pri tem dno je, ko v bistvu ugotoviš, da ima to dno še klet, pa pol še neke spodnje prostore in da se v bistvu to dno nikoli v resnici ne konča. Tako da ja, sem bil večkrat razočaran. Koliko je bila resna situacija, je tudi v knjigi zaznati, po moje, najnižjih trenutkov v zvezi z mamo in tabo, ta odnos je, kot je mama v bistvu želela vzeti življenje. Rekla, če sem ti ga dala, si v bistvu imam pravico tudi vzeti tvoje življenje. Ja, to je bil v bistvu nekako, to je bila tista točka, ki je pa bila pri meni, bom rekel, kaplja čez rob. Čez tem pa pol tudi jaz več nisem mogel. Lahko sem sprejel to, da v bistvu nisem dovolj dober sin, da pač nisem izpolnil njenih pričakovanj, da nisem taka, kar bi si ona želela, da sem. To vse sem še nekako uspel sprocesirati, to, da je bila pa pripravljena mi vzeti življenje, tega pa nekako nikoli nisem mogel, bom rekel, ponotraniti oziroma pač kar sprejeti pa živeti s tem. Tako da v bistvu od tam naprej je zame življenje šlo, bom rekel, popolnoma navzdol. Eno je to, da itak nisem mogel pol več živeti v tem prostoru doma, drugo je to, da sem se začel soočati s problemi z alkoholom, sem se pač tako, kot se je moja mama, sem se tudi jaz začel zapijati z alkoholom.
In ja, pač takrat sem bil res blizu tega, da bi dvignil tudi jaz roke sam nad sabo, pa vse skupaj dokončno zaključil. Dame, koliko misliš, da je takih zgodb za štirim stenam v Sloveniji? Ja, Podobno. številke v bistvu govorijo, kar se raziskav tiče, da je v bistvu 40% otrok, ki njihovi starši v Sloveniji popivajo. To je v bistvu skoraj vsako drugo gospodinjstvo. Glede na to, da v bistvu statistike tudi govorijo, da smo Slovenci konstantno med top 10 državami v Evropi, kar se tiče popitega alkohola, je to dovolj jasen znak, da v bistvu Slovenci osebne stiske pač ali zdravimo, če hipotetično tako rečemo, ali pa pač potlačimo z alkoholom, ne? Ker je pač to najlažje, tudi na dosegu roke. Alkohol je konec koncev, bom rekel, neka naša kulturna dediščina. Za vsak športni uspeh, za vsako dogajanje v Sloveniji bomo nazdravili. Si dobil promocijo v službi, da bomo enega spili. Se ti je to zgodilo, bomo to. Pač in alkohol potem gre in gre, tako da ja. Neki alkohol, kaj pa tudi še, mislim, v tvojem primeru je šlo še korak dlje za konkretno nasilje. So to zelo redke izjeme, bi rekel, v Sloveniji, tudi kar si knjigo dal ven, se seveda ljudje na te obračajo in ti kaj povejo. Pa še si z lastne izkušnje in to, kar poznaš, so to zelo redke izjeme v Sloveniji, da se to dogaja, ali je tega še vedno veliko? Ne. Tako kot v tvojem primeru, skrito za štirim stenam. Ne, kar se tiče zelo redkih primerov v Sloveniji, zelo redki primeri v Sloveniji so zdrave družine, so zdravi posamezniki, tisti, ki so odraščali, bom rekel, z nekim lepim otroštvom. To so redki primeri v Sloveniji. Kar se tiče nasilja v družini, kar se tiče fizičnih, psihičnih ali pa spolnih zlorab, tega je pa kar na vso žalost v izobilju pri nas. Odkar sem dal zgodbo ven, se je name obrnilo res ogromno število ljudi in ko poslušam ali pa berem njihove zgodbe, se zavedam, da še zdaleč nisem nikoli bil v manjšini. Kar je žalostno, mislim, seveda ne. In verjamemo tudi, da s tako zgodbo, ki si jo dal ven, ko da si odprl malo vrata pa dovoljenim samostanim, ki ne upajo povedati, ali zaradi sramu, ali zaradi strahu, da jih noben več ne bo maral, da je kot neko dovoljenje, ja, to je prvi korak, verjamem, da tudi k ozdravitvi, da ne držiš samo sebi in za štirimi stenami. Meni je nekako najbolj pomagalo to, da sem o tem govoril. Enkrat, ko sem v bistvu prvič uspel svojo zgodbo dati ven, pa ko sem videl, da se znotraj sebe počutim, bom rekel, olajšano, kakor da sem nek kamen vrgel iz svojega srca, kakor da v bistvu sem neko breme premaknil iz svojih ramen. Od takrat naprej pač govorim o svoji zgodbi in tudi spodbujam druge ljudi, da govorijo o svojih stiskah, o svojih težavah, ker pač to dejansko razbremenjuje dušo in to je tisto, kar se mi zdi, da manjka v našem prostoru. Zato, ker se je o tovrstnih stvarih težko pogovarjati, izogibamo se jih, menjamo teme. Meni se pa zdi pomembno, da če so trenutno neke tematike, o katerih se v naši družbi lahko odprto pogovarjamo, se mi zdi, da je pač tudi nasilje v družini oziroma pač spopadanje z duševnimi težavami bi tudi mogle biti tovrstne tematike. Poznaš ono zgodbo, ki pravijo, da so dva brata, dvojčka, vprašali, zakaj sta taka, kot sta. In zdaj en je bil zelo uspešen poslovnež, luštno družino, lepe odnose, tako srečno življenje, vse lepo. Ta drugi je bil pa klošar, ki se vsak dan zapija. In vprašajo tega klošarja, zakaj si pristal tukaj, ki si. In je rekel, zaradi mojega otroštva. In potem vprašajo tega uspešnega brata, zakaj si tako, kot si. In reče, zaradi mojega otroštva. In zdaj, tvoje otroštvo je bilo težko in jasno je, dokazano je, da sploh otroci do 7. leta starosti, sploh izrazito, kar se dogaja v otroštvu, se globoko zareže v njih in postane to neka nova realnost. In mnogo takih zaide v alkohol, v droge, v obupovanje, depresije, samomorilno, samopoškodovanje in tako naprej. Ampak ti si pa iz tega, vse to si imel, to tudi pišeš v knjigi, ampak si znal preobrniti, da si v tej svoji boleči zgodbi najdel moč, s katero kreiraš svoje življenje dalje. Kaj je tista ključna stvar, da rečeš, en drug bi padel ponovno v alkohol, ti pa ne, si pa iz tega znal nekaj narediti? Kaj je bilo tisto ključno? Ključno je samo to, a boš nadaljeval družinsko dinamiko, iz katere izhajaš, ali boš pač probal preoblikovati oziroma začel znova. Jaz sem bil star približno 20 let, ko sem v bistvu nekako znotraj sebe začutil, da imam nekako 3 možnosti.
Ena izmed teh možnosti je bila, da si vzamem življenje, pa pač da vse skupaj zaključim. Si kdaj poskusil? Imam par poskusov samomora za seboj, tako da v bistvu sem bil pri tem neuspešen, oziroma jaz sem si to pač potem razlagal oziroma interpretiral, da me Bog pač noče k sebi vzeti. Pa sem to sprejel. In pa sta mi ostale še dve opcije. Ena opcija je bila, da bi tako kot tisti drugi brat, pač jaz ostal podoben mami, pa bi tudi jaz, ne vem, se podal v alkohol, postal pač nek človek, ki bi pač padel v življenju, zatavil oziroma ne bi nič iz njega bilo. Ki bi potem na dolga leta kasneje bil v bistvu nekak nek zagrenjen sosed, ki pač ne bi bil srečen s svojim življenjem, ki bi vso krivdo pripisoval drugim in bi pač to bilo moje življenje. Bila je pa še druga opcija, za katero sem se pač jaz tudi odločil, da pa v bistvu glih pri 20 letih sem pa itak pač nekako dosegel pač tisto res dno, kjer v bistvu, ne vem, nisem bil sprejet na fakulteto, nisem več živel doma oziroma v celu sem se na svoje, težave sem imel v odnosih, počutil sem se nekako najbolj samega možno. In sem v bistvu rekel, ok, zdaj se ti je že toliko enih stvari podrl, daj podri te temelje do konca, zaštarti od začetka, začni na novo graditi svojo hišo. In takrat sem se odločil, da bom pač začel znova. In sem pač šel korak po korak. Od obiskovanja terapij do pogovarjanja z drugimi, do pisanja knjig, do poglabljanja pač vase oziroma pač v svojo travmo. In sem se pač odločil, da jaz pač ne bom prenašal teh družinskih vzorcev naprej, da se pač pri meni, bom rekel, ta travma zaključi, da se pri meni pač ta družinska dinamika začne preoblikovati in pač nekako upam in si želim, da te temelje, ki jih trenutno postavljam, da bodo dovolj močni, da bojo vse ostale generacije, ki prihajajo za menoj, lahko gradile na njih. In še več, ti se šolaš, da boš postal terapeut, Ja. ker če kdo v dno dušo razume te, ti rečeš ranjenčki, ne, ki opisuješ ranjenčki iz otroštva, jih res v globino dušo razumeš in si šel v smer, da se boš izobrazil za terapeuta, da jim dejansko lahko tudi strokovno pomagaš. Ja, dejansko pač diplomiran sem iz področja pedagogike pa angleščine, ampak nekako bom rekel svoje poslanstvo sem pa pač najdel v zakonski in družinski terapiji. Študijom sem nadvse zadovoljen, tam v bistvu še bolj spoznavam in se poglabljam in v travmo in pač v te oblike nasilja in kaj v bistvu to naredi človeku, kakšne posledice pusti in se mi nekako zdi, da v bistvu leta kasneje, ko bom pač dal skozi in študij in specializacijo in vse pač, kar me na tem področju čaka, kombinirano s temi preizkušnjami, ki sem jih dal skozi, se pravi s prakso, ki jo pač imam, da bom nekako lahko dovolj kakovosten oziroma dovolj dober terapeut, da bom lahko pač drugim ljudem pomagal in bil nekako njihova lučka na poti, ki jo bojo hodili. Bo rekel, po vsem tem poglabljanju vase, terapije in tako naprej si povsem dal te bolečine, travme iz otroštva, se znaš s tem soočiti ali bi rekel, da si jih ne preskočil oziroma zrastel nad njih. Ali je še kakšna stvar, da rečeš, ja, danes imam še vedno posledice zaradi tega? In drugo vprašanje, a verjameš, da se čisto vse posledice tazga otroštva da nekako ozdraviti, spremeniti ali kaj ostane? Naši profesori konstantno izpostavljajo, da se delo na sebi nikoli ne konča, da v bistvu predeluješ in prečiščuješ svoje otroštvo v bistvu do svojega zadnjega diha. To je eno. Tako da v bistvu ne bom rekel, da lahko v celoti vse predelaš, kar se ti je zgodil, lahko pa prideš do te točke, ki pa vseeno v bistvu si obdan z orodji, s katerimi si pa lahko pomagaš, ko in če se najdeš s temi občutji, ki pač ponovno pridejo na površje. Se pravi, ta občutja več, bom rekel, ne prizemljijo, pa uničijo, ampak ko jih začutiš, ko jih prepoznaš, si rečeš, aha, ok, spet smo tam, kaj lahko naredim, da bom pač, bom rekel, stal nad gladino, da se ne bom spet potopil pa začel utapljati. Kar se tiče pa nekih mojih posledic, je pa v bistvu tako, dejstvo je, da nisem še uspel vsega predela, da še nisem uspel, bom rekel, čist nad gladino splavati. Lahko živim sicer zdaj neko, bom rekel, brezskrbno pa normalno življenje, imam pa nekakšen največji problem v odnosih oziroma bolj specifično v partnerskih, intimnih odnosih. To je pa še neko področje, ki pa računam, da ga bom nekako uspešno uspel zaceliti oziroma predelati tekom študija. No?
Z mamo se kaj slišta? Ne, z mamo nismo v stikih že 10 let. Tudi ko so knjigo izdal, se ni pojavila. Ne, pojavila se ni, vem samo, da so nekateri novinarji bili močno zainteresirani, da bi tudi ona podala svojo plat zgodbe, ampak je ona se vedno, bom rekel, umaknila pred tem, oziroma za eno hišo vem, da je samo dala izjavo, kdor molči, stotim odgovori, in to je nekako njen odziv na mojo zgodbo oziroma na naše življenje. Si jo prostil? Si jezen na njo? Kako imaš odnos do nje danes? Pa jaz bom v bistvu tako rekel, da kar se odpuščanja tiče, je to res neka taka delikatna stvar. Se mi zdi, da v bistvu se je s to novodobno duhovnostjo ful pojavilo to, da pač moraš odpustiti, da je odpuščanje ključ do vsega, in se mi zdi, da je lahko to na dolgi rok nekaterim ljudem preveliko breme, ker je pač težko spustiti oziroma odpustiti vse trpljenje, ki se ti je zgodilo. Tako da, kar se odpuščanja tiče, bom rekel, da sem pri sebi prišel do te točke, kjer sem sprejel odgovornost, da to je pač bilo moje življenje, da to otroštvo, ki sem ga imel, sem ga dal skozi. Zdaj, zakaj je pač rabilo iti toliko daleč in toliko globoko, ne vem, ampak nima smisla, da gojim jezo, zamere ali pa kakršnekoli občutke do svoje mame ali pa pač do otroštva, ki se mi je zgodilo. Jaz sem se odločil, da pač to ne bo definiralo mojega življenja, oziroma da ga bo definiralo na način, da sem iz tega potegnil maksimum, kar sem ga lahko, in s tem sem danes pomirjen. Lepa misel meni iz knjige, zelo lepa. Ne reče se zastonj, da so ravno ljudje, ki izražajo največjo toplino in nežnost, tisti, ki so doživeli veliko bolečine. Tisti, ki se pretvarjajo, da ne potrebujejo ljubezni, so tisti, ki jo potrebujejo najbolj. Tisti, ki skrbijo za potrebe drugih, so tisti, ki to najbolj potrebujejo. In ljudje, ki se veliko nasmihajo, so lahko tisti, ki jočejo, ko ni nikogar zraven. Damjan, napisal si 3 knjige, ne še, 3. je zdaj v pisanju. Ja. In zdaj vprašanje, vso to svojo zgodbo si prelil v trilogijo. Zakaj? Lahko bi obdržal v svojem dnevniku. Zakaj ven v knjigo? Jaz sem v bistvu se lotil pisanja v najstniškem obdobju, oziroma ko sem bil v srednji šoli. Jaz sem bil takrat tudi nekdo, ki je zelo rad bral knjige. In meni je pač manjkala zgodba, meni je manjkal nek literarni junak, da bi mi pomagal iti čez to. Ok, sem imel Harry Potterja, nekako z njim sem se najbolj poistovetil, oziroma z njegovo zgodbo, ampak tako manjkalo je, da bi mi nekdo, ne vem, v srednji šoli dal knjigo pa rekel, hej, daj preber si to, ne vem, zgodba je zelo podobna tvoji, mogoče te bo presenetil konc zgodbe, mogoče te bo pač sam razplet presenetil, daj pač vzem si možnost, poglej, pa boš videl, kaj lahko ti zase narediš, ne. In v bistvu pač, ker jaz nisem imel tega literarnega junaka, sem rekel, zakaj pa ne bi jaz postal ta junak za druge, zakaj jaz ne bi prek svoje zgodbe nekako bil upanje za vse tiste, ki se v bistvu soočajo s takšnimi ali drugačnimi preizkušnjami v življenju. Ker konec koncev pač to so zame te zgodbe, ki si pač, bom rekel, zaslužijo živeti večno, in se mi zdi pomembno, no, da nikoli ne veš, na kateri točki v življenju bo ravno tvoja zgodba, bom rekel, neko vodilo ali pa nek priročnik za preživetje nekoga drugega. In jaz sem vedno rekel, če bo moja zgodba pomagala samo eni osebi, sem jaz svojo pisateljsko kariero naredil vse, kar sem si želel. In knjiga ti da upanje, ko ga najbolj rabiš, moč, ko ostaneš brez nje, in neko uteho, ki mogoče nekateri drugje nimajo, ne? Neka taka stvar. Kdaj bo 3. knjiga? Ja, v bistvu zdaj sem v procesu zaključevanja, se pravi računam, da bom zdaj v roku dobrega meseca uspel zaključiti, tako da če se bojo datumi na založbi išli, jo bomo lahko mogoče že proti koncu letošnjega leta brali. Tako da... In kaj bo, zdaj imamo 2 knjige, kaj bo zaključek 3. knjige? Evo, kaj je zaključek te zgodbe, ki si jo dal skupaj? Kaj bo zaključek? To je nekako v bistvu zanimivo vprašanje, ki že nasploh, ko mi ga vsi postavljajo, je, ker v bistvu druga knjiga se načeloma konča s tem, da smo depresijo dali skozi, smo jo uspešno premagali. O čem bo pa govorila 3. knjiga? To je vprašanje, ki sem ga do danes že neštetokrat slišal.
Se mi zdi, da ljudje še kar živijo v nekem prepričanju, da je pol to, da pa je pa kapravalca in živijo srečno do konca svojih dni. Tretja knjiga bo sicer pač imela malo bolj pozitivno noto, kot ste jo imele prve dve, ampak še zmer bom pa kazal, kako so potem soočanja skozi življenje, kaj v bistvu potem prinese življenje, ko daš tako življenje skozi. Ker se mi zdi pomembno, da se v bistvu soočamo tudi s temi vzorci, s temi dražljaji, ki pridejo zaradi okolja, v katerem smo odraščali. Tako da tretja knjiga bo nekako pokazatelj, kako prepoznati svoje družinske vzorce, jih ozavestiti in jih potem uspešno preoblikovati oziroma se na njih ustrezno odzivati, da bojo drugačni. Čist morda kot mini spodbudnik, v tretji knjigi sem res se lotil pisanja na nek drugačen način oziroma sem vnesel v knjigo en element, ki bo bralce vsekakor presenetil, tako da upam, da jim bo, bom rekel, moje eksperimentiranje všečno, ker sem tokrat pa res celega sebe dal noter. Lepo. Ja, Damjan, hvala, da deliš to zgodbo z javnostjo. Verjetno včasih ni enostavno, saj tisti prvi koraki morajo biti naporni, ko ne veš, kakšni bodo odzivi, kaj se bo dogajalo. Zagotovo je pa tudi en opomnik vsem, ki imajo take drugačne težave za štirimi stenami, ali je to v otroštvu, ali je to kasneje, da je vredno o tem spregovoriti in je vredno to iz te tišine, notranjosti dati mačkano v svet in s tem se začne tudi neko prvi koraki do zdravljenja. Drži. Kaj bi pa rekel takim, ki mogoče sumimo, vemo, da se dogaja za štirimi stenami kakšno nasilje do otrok, ki si sami ne morejo pomagati? Kaj v takem primeru delati? Moj nasvet je vedno to, da najboljš, kar lahko naredijo, je to, da se ne obrnejo stran. Ni ga hujšega občutka, kakor to, da veš, da nekdo ve, kaj se pri tebi doma dogaja oziroma kaj se dogaja s teboj, pa da se obrne stran. Jaz kot otrok sem potem vedno imel občutek, kakor da oni podpirajo ta dejanja, kakor da v bistvu jim ni mar zame. In v bistvu potem se res počutiš osamljenega v tem svetu. Na drugi strani pa se danes, bom rekel, kot odrasel posameznik zavedam, da je to težko področje, da je to občutljivo in da se marsikdo ne počuti dovolj močnega ali pripravljenega, da bi pomagal oziroma ukrepal. Tako da bi morda na tej točki samo izpostavil oziroma dal vedeti, da nihče od ljudi ne pričakuje, da so super junaki, ampak sam, da so tam na voljo oziroma na razpolago. Lahko je to, da osebi daš vedeti, vem, kaj se ti dogaja, tukaj sem zate. Če rabaš objem, če rabaš pogovor, če rabaš nekaj, povej, kako ti lahko pomagam. Drugo je, če odrasle osebe vejo, da se nekemu otroku dogaja, pa če niso zmožni, ne vem, poklicati pristojnih inštitucij, ne vem, policije ali pa pač komorkoli povedati, dej stopite na njihovo osnovno šolo, pejte do šolske svetovalne delavke in njim povejte, ta otrok živi, ne vem, 2 nadstropja nad nami, to pa to se mu dogaja, dejte biti pozorni na šoli, bo potem šola ustrezno urgirala, ker oni so zakonsko obvezani, da morajo. Tako da važno je, da ljudje vejo, da ni zdaj, da vsak ve, pa noben nič ne naredi. Majhen korak lahko spremeni celotno življenje enemu posamezniku. Majhen korak lahko spremeni celotno življenje posamezniku. Ne bo to neka zaključna misel, predvsem pa sporočilnost, da ne glede na to, kakšno otroštvo smo imeli, nekateri lepše, drugi težje, eni grozno težko, vedno pa imamo izbiro, da iz tega zberemo, ali bomo iz tega najdeli moč, pa s tem nekaj ustvarjali, pa imeli to neko izkušnjo, s katero lahko pomagamo še ostalim, ali bomo z tega zbrali nek razlago, zakaj nam ne gre in tonemo. Tako da, Damjan, ti si en tisti, ki pokažeš, da se da, da se zmore in verjamemo, da bomo še z veseljem brali naprej, da dobimo še mi to inspiracijo. Hvala, da z nami deliš to zgodbo, hvala za današnji obisk in komaj čakamo 3. knjigo. Hvala za povabilo, z veseljem se še kdaj podružimo in hvala za vso podporo, ki mi jo ljudje nudite na tej poti. Mi pa se vidimo v naslednjih oddajah s knjigo, kjer bomo govorili o novih zanimivih zgodbah, ki so zapisane v knjigah.